V tem triku in na svetu vam bom predstavila elemente igre, ki jih imate v določenih aktivnostih na voljo. Najdete jih na desni strani pod tole zvezdico. Poleg elementov igre je na voljo tudi tale telefonček, ki omogoča vpis učenca od koderkoli. Torej, grejo na spletno stran hellosmart.com, vpišejo vašo identifikacijsko številko, ta je vedno enaka, zdaj v mojem primeru je to 823811. Ko pa se boste vpisali vi, se bo vam kreirala lastna, unikatna identifikacijska številka. Če želite, da se učenci povežejo z vašimi napravami, morate pritisniti na začni. Elementi igre se nahajajo tukaj spodaj, in sicer pod tole zvezdico. Na voljo imate različne zvonce. Zvonec se ne zasliši, zasliši se samo tako se pojavi čez celoten zaslon. Primeren je takrat, kadar želite recimo, da tekmujeta dve skupini in ko končata, prva skupina, ki konča, pritisne na tale gumbek oziroma na svoj gumbek, ki ga ima na strani. Drugi element igre je naključni izbor, ki ima več različnih funkcij, in sicer prva funkcija je, to tudi je odvisno, koliko funkcij ima od aktivnosti, v kateri ga izberete. Zdaj v tej aktivnosti je na voljo največ možnosti, zato sem tudi izbrala tole aktivnost super razvrščanje. Prva možnost je kategorije. Dejansko naključni izbiralec izbere ali levo kategorijo ali desno. To je primerno takrat, kadar želite, da določite učencu, katero kategorijo bo rešil, padavine. V tem primeru bi moral učenec razvrstiti v to skupino samo te elemente, tele pa pustiti recimo. Potem druga opcija, zdaj nazaj se vrnem s tem znakacem za nastavitve, predmeti. Ta del je primeren recimo, ko želite, da vsak učenec razvrsti naključen element, recimo tukaj slana, opusti, to pomeni recimo učenec je prišel k tabli in mu poveste, da mora oziroma tale naključni izbiralec izbere, da mora razvrstiti element slano. Tako, tole je pravilno in zdaj je tale tja vrglo. Potem naslednja možnost so številke. Tukaj bi lahko izbrali, ne vem, imate v redovalnici 18 učencev, izberete in pa vam izbere eno številko naključno. Zdaj recimo, ok, prvega danes ni v šoli, pritisnete izberi ponovno in vam potem naključno izbere drugega. In druga možnost, zadnja možnost pa je, da vam izbere nekega učenca iz seznama. Jaz imam že tukaj 4 sezname opisane. Kako vpisati seznam učencev, pa si oglejte drugi video vodič, kjer je to prikazano. Lahko tudi pogledam, kateri učenci so na tem seznamu, pritisnem končano in bo enega izmed teh 4 učencev izbralo. Enako kot prej lahko ponovno izbiram, če tega učenca ni. Tretji element igre, pardon, zdaj sem napačnega odprla, tretji element igre je časovnik. Časovnik je primeren takrat, kadar želite neko določeno aktivnost učencem ponuditi samo določeno časa. Jaz bom zdaj naredila samo 5 sekund, da boste videli, kaj to pomeni. Označila sem tudi, da želim takrat, da se zaključi aktivnost, lahko pa bi to izpustila in bi takrat učencem zazvonilo in potem bi lahko naprej reševali. Če pa izberem tole možnost zaključi dejavnost, takrat pa več učenci ne morejo reševati in morajo znova začeti z reševanjem aktivnosti. Za začetek moram pritisniti tale play.
čas je potekel in potem moram začeti znova. Tako. Zdaj imam vse te elemente igre, ki sem jih izbrala na svojih mestih, torej ob strani naključnega izbiralca, spodaj gumbe, zgoraj pa časovnik. Če jih želim, da se ne vidijo, pritisnem na zvezdico in naredim nevidne.